Znano je, da je izum, torej kot Klopotec, kot izum, je izum Štajerske in sicer v Halozah se je prvič zapela. To je sploh en poseben fenomen štajerskega vinogradništva zgodovine, če gledamo. Čeprav so danes zaščite vinogradov drugačne, so že tudi mreže, so že kakšne druge, ni več toliko pomemben Klopotec za pridelavo grozdja. Na Primorskem ga tak sploh ne poznajo. So kakšne omejitve, kje ga lahko postavimo, kdaj lahko tavče? V urbanih naseljih ali v spalnih naseljih je pač vse, kar je pač preveč decibela ali kar lahko moti nočni mir, torej ni priporočljivo, da se take stvari postavljajo. Klopotec se postavlja visoko po Aninem Jakobovem, to se pravi sredi julija, pa to ne bi bilo tam do Male Maševe ne bilo postavljeno, to pravi, da nekje, rečemo 3 tedne, v teh tednih bi naj bil Klopotec postavljen. Na Martinovo pa bi ga naj potem tudi sneli dol. Kakšna je njegova naloga? Če po stari običaj vzamemo, da bi naj Klopotec preganjal ptiče, pa tudi druge takšne, ki bi seveda vinograd oškodovali s kakšno jagodo. Danes to ni več to, danes je že bolj simbolika, tradicija, kajti da že imamo druga sredstva za preganjanje ptičev in vsega. Vendar pa tudi, če se do kakšno jagodo trga, danes ni več neki problem. Letos ste za pomoč pri postavljanju Klopotca uporabili modernejše orodje namesto človeške sile. Zakaj je temu tako? Ja, mi smo vsako letos postavljali Klopotec manjše, teže. In seveda, ker pač damo tudi nekaj na varnost, smo rekli, dajmo probati letos tudi si sposoditi dvigalo, kajti preko 150 kg teže je težko to v ene roke ali pa 2 roke obdržati in smo rekli, dajmo reči več na druženje, kot pa na nevarnost, ki bi se lahko tu zgodila. Te zgodbe, ki jih zadnje čase spremljamo, ker so pravkar v teku postavljanja Klopotcev, je običajno tako, da se seveda na prizorišče, kjer se to postavlja, je to običajno vinograd nekega lastnika. Ta lastnik seveda potem povabi tudi kolege vinogradnike, povabi familijo, sorodnike, še kakšne občinske, županske veljake. Določijo starešino, določijo tiste, ki postavljajo, tu so potem tudi kakšni nagovori, je tudi kakšen kulturni program, je tudi normalno prigrizek in kakšna kapljica. Skratka, z tega postavljanja Klopotcev se danes v bistvu dela skoraj da celodnevna turistična prireditev. Kakšni običaji še spremljajo postavljanje Klopotca? Videli smo, da so svoje opravile domače gospodinje, tudi dobra kapljica je tukaj, glasba, še kaj takšnega? Ja, predvsem gre za to, da se potem seveda malo pogleda vinograd, kakšna je nakazana letina, kako izgleda grozdje, če je zdravo, potem lahko tudi pričakujemo, da bo letina dobra. Potem tudi malo pogledamo v klet, kako gospodar skrbi za vinsko posodo in seveda pri tem pregledu vinske posode pa tudi moramo probati, kaj je v teh sodih. Zdaj bi že skoraj bilo 15-tič, odkar smo se prvič spomnili, da obudimo ta stari običaj, kajti v Mariboru so nekoč peli Klopotci non-stop na Piramidi in na Kalvariji, še kot otrok se tega spomnim. Postavljali smo ga na mestnem vrhu, res je, da je Klopotec tik nad mestnim parkom, tudi to vemo, da so pač v bližini tudi kar precej privatnega naselja in hiš in te so vedno bližje. Vedno so bile pripombe, že od prvega leta naprej, da jih pač to moti in potem smo začeli ta Klopotec ugašati. Pol se je začelo dogajati, da so nam tudi že vrgli zgornji del dol, potem se je dogajalo, da so ga sami zapirali, pa sami odpirali, no in zdaj na koncu smo žal ugotovili, da so ga požagali. Lansko jesen, tik pred tem, ko smo ga hoteli pospraviti, čeprav je bil uradno zaklenjen. Je polomljen, je uničen in žal ga ne bomo več postavili.